Lep pozdrav vsem skupaj, tokrat iz Podsrede, iz Kozjanskega parka. Smo v prostorih, kjer običajno potekajo naše ustvarjalne delavnice v Slovensko-bivarski hiši, ampak tokrat že drugo leto delavnice z otroci ne potekajo. Smo pa pripravili nekaj malega tudi za vas, da prikažemo nekaj tistega, kar drugače ustvarjamo z otroci. Samo jajce je prastari simbol, ki pomeni ponovno rojstvo in tudi v krščanski ikonografiji predstavlja ponovno vstajenje, ponovno rojstvo, kajti iz jajca se rodi življenje. Kdaj se je začelo uporabljati jajca kot velikonočno jed oziroma del blagoslova, žal danes ne vemo več. Vemo pa iz zapisov, da so jajca bila del dajatev, ki so jih oddajali za veliko noč gospodi in da je v času posta bilo prepovedano živilo. Kdaj smo jih tudi začeli barvati, prav tako ne vemo. So pa prvi zapisi o okrašenih jajcih iz 16. stoletja, pri nas pa iz 17. stoletja, ko je tudi Valvazor zapisal, slavi vojvodine Kranjske, da prebivalstvo nosi k blagoslovu v brazilskem lesu obarvana jajca. To pomeni, da so bila jajca rdečkasta. In tudi slovenska imena, ki jih uporabljamo za okrašena jajca, pirh ali pa remenka, izhajate iz besed rdeče. Torej pomeni, da so bila prvotna jajca rdeča. Najbolj so se jajca krasila v času baroka in rokokoja. Takrat so bogato okrašena, so zlatena, okrašena s srebrno nitko. Izdelovali pa so jih tudi iz plemenitih in dragih kovin, krasili z dragimi kamni. Najstarejše pisanice, ki pa v svojem imenu povedo, da je jajce popisano, narisano, pa izhajajo iz srede 19. stoletja. In večinoma teh starih jajc niso pisanice, kot so te, ampak so drsanke. In danes se bomo sprehodili čez dve tradicionalni tehniki. Batik z voščeno rezervo, drsanke. In potem bom pokazala še eno malce modificiran, prirejen, sicer tradicionalni način okraševanja, ki smo ga uporabljali že v naših delavnicah z otroci. Če gremo k pirhom oziroma k pisanicam, jih izdelamo tako, da najprej v vodo damo rdeč krep papir, ki nam bo dal rdečo barvo. Naj povem kar v sosledju, kaj pa potrebujemo za batik z voščeno rezervo. Potrebujemo, kot sem dejala, krep papir, hladno vodo, to je mrzla voda, v kateri se potem krep papir namaka. Potrebujemo pisalko ali pisač, kot jim pravijo v Beli krajini. Potrebujemo nekaj voska, jajce, potrebujemo brisačko in potem za konec potrebujemo še črno tekstilno barvo, ki jo ponavadi naredimo prej, ohladimo in potem uporabimo na koncu. Na jajca, kjer bomo ustvarjali batik z voščeno rezervo, so lahko cela. V delavnicah smo vedno uporabljali trdo kuhana jajca, zato da če je padlo na mizo, se ni razlilo. Ali pa izpihana jajca. Imam dva primerka izpihanih jajc. Pri izpihanih jajcih pa moramo biti pozorni, da ko jih izpihamo, da pošteno odstranimo to opno in naredimo luknjico, kajti drugače jajca ne moremo potopiti v nobeno tekočino. Potapljamo jo že tukaj in potem tudi v črno. In ko jih vzamemo na koncu iz vsega, jih moramo tudi iztočiti. Pri batiku z voščeno rezervo potrebujemo še svečko, ki jo prižgemo in potem se začne naše ustvarjanje. Ne rabimo veliko voska, mi smo uporabili kar satnice. Napolnimo
pisač in ga seveda segrevamo nad plamenom. To traja nekaj časa, kajti vosek se mora segreti in potem začnemo lahko pisati. Pred sabo imamo vedno brisačko, da vidimo, če vosek že enakomerno teče, pa seveda mizo tudi prekrijemo s kakim papirjem, da potem papir samo pospravimo in da ni nam treba odstranjevati voska iz vse posod. Še malo bo trajalo, mora se dobro raztopiti. In pa tukaj moramo biti pozorni, tudi otrokom povemo, da se pisač ne obrača okrog, ker potem iz njega izteka vosek na nasprotni strani. Jajce dobro primemo v levo ali pa v desno roko, odvisno kaj smo, ali desničarji ali levičarji, in potem prislonimo pisalko in potegnemo. Čim hitreje potegnemo in zopet gre pot. Nad svečko potegnemo, nad svečko potegnemo. In ta pot, seveda si damo svečo tako, da nam je v redu in zopet. Kadar delamo izredno lepo, pisač si lahko tudi malce obrišemo, bo na sled na jajcu rumena. Se pravi, da bomo imeli na jajcu barvo voska in nič drugega. Zdaj bomo pa pustili. To je v bistvu prva faza. In jo bomo dali bomo malo obtežili, da se bo obarvala. Sedaj bomo pa videli, kakšno jajce imamo. Kajti niso vsa jajca enaka in vsa jajca se enako ne obarvajo, kar je včasih razočaranje za naše otroke, ki pridejo v delavnice. Jaz imam tukaj sicer v čebulni lupini in z rastlincami okrašeno jajce in to je primerek tega jajca, ki se ni hotelo obarvati. In takrat je vsa naša umetnina pač zastonj, jajce je tako, kot je. Tega ne moramo preprečiti, ne moramo spremeniti in kakšno bo naše jajce, je pravzaprav odvisno od vsega tega. In nekatere izredno hitro potegnejo nas rdečo barvo, drugi pa ne. Vedno prvo barvanje opravimo v hladni vodi, nič toplega ne sme biti pri. Zdaj bomo videli, rahlo se že barva, malo ga še bomo pustili, mogoče še malce. To so trdo kuhana jajca, tudi jaz sem jih skuhala, pa ne zaradi tega, da bi mi padla, ampak se lepše ohranijo. Vsa jajca, ki smo jih porisali v batik tehniki in pobarvali s tekstilno barvo, so bolj za okras kot za užitje, kajti čez jajčno lupino ta barva pronica tudi v notranjost jajca, tega ne moremo preprečiti in potem rajše pustimo, da je za okras. S pisalko ni tako enostavno pisati, tudi če smo sprakticirani. Pozna se mi, da že drugo leto ne pišem. Bomo pa napisali letošnjo letnico, da smo vsaj nekaj jajc dali v batik z voščeno rezervo. Zgleda tako učeno, ampak rezerva pomeni, da smo zdaj jajčno lupino rezervirali z voskom za barvo jajca. Ko bo jajce dovolj obarvano, bomo začeli z drugo fazo. V bistvu je že, veliko več ne bo prijelo. Jajce vzamemo previdno iz tekočine, ga obrišemo, tukaj lahko uporabimo brisačke in pa seveda uporabimo kakšno rokavico za enkratno uporabo, posušimo, kajti da nismo potem preveč umazani. V bistvu je to
prva faza. Zopet bomo dali malo voska, vosek se dodaja. Vsakih toliko časa, ko ugotovimo, da ga je premalo, ga pač dodamo. Zopet rahlo segrevamo. In zdaj moramo rezervirati z voskom še rdečo barvo, kajti če je ne bomo rezervirali, če ne bomo ničesar poustvarili na to jajce, nam bo ostalo samo ena barva, kar se je zgodilo recimo na temle. Še ne teče v redu. Pa še nekaj je. Pri batiku z voščeno rezervo pomeni, da rišemo prostoročno, ni možno narisov in v glavnem tudi ne popravljanj. Zato poskusimo narediti čim lepše. Črto, ki ni sklenjena, je treba malce popraviti. To, da je vosek viden na jajcu, je zdaj za končno fazo popolnoma brezpredmetno. Tudi ni treba, da je zelo visoko v jajcu. In tako bi bilo jajce pripravljeno za končno fazo. V delavnici smo vedno naredili vsa jajca in šele potem smo skupaj skuhali v črni tekstilni barvi. Črno tekstilno barvo smo prejšnji dan skuhali, ohladili in vsa jajca, ki so bila pripravljena, položili v črno barvo, ali spihana, ali polna, in potem to barvo na ognjišču počasi segrevali skoraj do vrelišča. Ko se nam začnejo dvigati mehurčki, vzamemo žlico in vzamemo jajca iz tekočine, barve in jih na hitro obrišemo. Takrat, ko so v redu, ta vosek, ki je na jajcu, gre ves trenutku dol. Ne rabimo nobene strašne nuje, da bi to odstranili, ampak smo že ga odstranili, ga potem lahko jajce namažemo slanino na koncu, ko se bo ohladilo, kajti takrat so vroča. In pa v delavnicah je bil vedno problem, zato imam jaz tudi nekaj jajc, ki so ostala od otrok. Na koncu so, pa čeprav smo jih vse skozi opozarjali, je bilo kar težko prepoznati svoje jajce, ki si ga narisal, kajti iz enega negativa je potem v bistvu nastal pozitiv. Tukaj imam še primerke, da smo poskušali tudi z drugimi barvami, ampak ne primejo vse enako. Najlepše dela rdeči krep papir, tako da so barve, ki so potem na jajcu, tole je iz Bele krajine, je jajčna barva, barva jajca, rdeča, ki je včasih potegne tudi malo na oranžno, in pa potem črna. In to je spihano jajce, ki bi ga potem še okrasili, potegnili bi vrvico skozi, in spodaj bi imeli zaključek, na vrhu pa za obešanje. Če delamo na spihanih jajcah, se jajca lahko pripravljamo celo leto in jih odlagamo na zalogo. Večinoma uporabljajo ljudje tudi tehniko, da jajca namočijo in skuhajo v čebulnih olupkih, potem dobimo to prelepo barvo. To jajce je že starejše, imamo znotraj rumenjak. Seveda ga okrasijo, kot smo rekli, s temle, ki je želelo ostati svetlo, je reklo, da se ne bo pobarvalo. Razen tega batika z voščeno rezervo pa smo včasih z otroci poskusili še eno drugo tehniko, in sicer imam take bolj enostavne jajca, ki so pa narejena z drsanjem. Drsanke delamo z nožičkom ali s tole olfo, rabimo pač zelo ostro. In jajca si pobarvamo s katerokoli barvo, ter potem začnemo ustvarjati na tista, ki se nam zdi, da so še premalo, in počasi začnemo praskati oziroma oddrsavati površino. Pri tej tehniki lahko niansiramo, se pravi, da dobimo nianse
Malo več potrpljenja mora biti, da to naredimo, lepo počasi, nič hitenja. In pa še ena stvar je, kar pri batiku ni možno. Tukaj s svinčnikom lahko tudi skiciramo, kaj želimo narediti, ker bomo potem tako in tako odstranili. Pri batiku pa tega ni, rišemo prostoročno. In tako imamo v bistvu drsanke. Lahko oponašajo geometrijske forme, kot jih uporabljajo pisanice, lahko naredimo nekaj rastlinskih motivov. Drsanke, ki jih ustvarjajo mojstrice, so izredno lepe in so za okras. Vsa ta jajca, polna ali prazna, lahko shranimo za vrsto let. Edini pogoj je, da jih shranimo v kartonsko škatlico, da imajo zrak in se nam potem sušijo in te so že precej posušene, medtem ko v tistih, ki pa so slabše posušena, še klokota rumenjak znotraj, ampak jajce nima nobenega vonja. Če bi pa to zaprli v plastično posodo, pa je jajce samo še za smeti, kajti oddaja vonj in ta vonj ni prijeten. Zdaj bom pa pokazala na koncu še eno izmed tehnik, ki v bistvu je nekakšna mešanica med batikom in pa sodobnostjo. Tlele pred mano je ena taka čudna zadeva. Zdaj rabimo neko površino za to tehniko, da lahko namestimo manjše posodice. Namreč rabimo vosek, nekaj voščenke, ki si jo potem nastrgamo, rabimo svečko in rabimo buciko za glavico, to so te navadne bucke, so najboljše. In to buciko zapičimo v ali barvico ali kratek svinčnik in to nam bo predstavilo naše orodje. Zdaj bomo pa segreli. In ker ta zamašek ali posodico, v kateri talimo in malo voska in malo voščenke segrevamo, rabimo nekam obesiti, zato je zelo praktična kakšna taka mehka žica, s katero to lahko naredimo in jo oblikujemo okrog. Jaz sem vzela čisto navadne zamaške, kovinske seveda, plastični ne pridejo v poštev, kajti tole bomo segrevali nad plamenom in potem ne moremo delati. Jaz sem poskusila, če bo to uspelo nam narediti. Znotraj sem že dala malo voska in malo voščenke, bomo še malo voščenke dodali. Dali smo rdečo, z nožičkom damo čist malo, vržemo v posodico in pustimo, da se stali. To večinoma imajo vsi doma, kakšno buciko, kakšno staro svinčnik ali pa recimo barvico, ki nam bo predstavljala element in seveda jajce. Če se nam preveč ge, malo odstranimo. In zdaj smo omejeni na določene zadeve, ne moremo ustvarjati vsega, lahko pa ustvarimo pikce. Ponavadi ne več kot eno, se pravi, da je tehle hodov do naše posodice kar nekaj. Tudi popravljamo lahko. In kar je zanimivo, če nam nekaj ni všeč ali pa smo se zmotili, nismo zadovoljni z našim izgledom tega jajca, počakamo, da se strdi in potem lahko odstranimo, potegnemo proč in celo malce popravimo našo zadevo. Kar pri batiku težje naredimo, ker je sled že puščena. Potem bomo vzeli pa drugo. Tukajle nam se tudi že precej
Tukaj sem dala pa modro in če potegnemo na hitro, hitri, dobimo kot neke vrste krempelj in tako gremo lahko skozi okrog. In dobimo jajce. Naj pokažem, lahko uporabljamo barvana jajca ali pa ne barvana. To je pobarvano in smo delali samo z belo voščenko. To pa ni pobarvano in smo prav tako poskušali narediti nekakšen vzorček. Je zelo atraktiven, pride, dokaj hitro je narejen. Če bi pa želeli to jajce zdaj pobarvati, ga lahko barvamo samo v hladni kopeli. Topli kopeli več ne bo šlo, kajti potem bi se nam začelo to topiti. In to je v bistvu takšno enostavnejša varianta za delo doma, medtem ko batik z voščeno rezervo pa je malce več packarije. Če bi pa hoteli, pa vsega tega nimamo, pa lahko uporabimo še kakšne naravne materiale. Tukaj imam še eno svečko, ki je polepljena s slamo. Zopet je jajce obarvano, tudi to je trdo kuhano in potem se zaradi tega posušenega rumenjaka kar obrača po teži. Slamo malce namočimo v toplo vodo, da postane bolj voljna, potem jo osušimo, zlikamo, prerežemo na pol in ustvarjamo vzorce ter jih z lepilom počasi lepimo na to jajčno površino. Ker je čas pred nami, se pravi največjega krščanskega praznika, velike noči, ustvarjalnosti pustite proste roke. Imate čas, da ustvarite karkoli, ne samo z tega, kar smo vam pokazali. Na voljo so vam od raznobarvnih prejc, kvačkanja, lepljenja, oblepljenja, delanje s svilo. Lahko porišemo samo s flomastri alkoholnimi, lahko porišemo z voščenkami, z navadnimi barvicami. Krasilnih tehnik za naše pisanice je nešteto.